graditev tretje razvojne osi, ki bo povezala Slovenijo po vertikali od meje z Avstrijo do meje s Hrvaško, je zgrajenih le nekaj metrov. Po prvih načrtih naj bi bila cesta končana letos, a že zdaj zamujajo več let. Novo časovnico graditve je Ministrstvo za infrastrukturo napovedalo prejšnji mesec, na današnji razpravi v Državnem svetu pa so zatrdili, da jo bodo predstavili konec tega meseca. Medtem ko vlada zatrjuje, da je to eden od 2 republiških prednostnih projektov, se prebivalci, predvsem pa gospodarstva Koroške, Dolenjske in Bele krajine, srečujejo z grozljivimi posledicami. Tudi te so poudarili v Državnem svetu. Prispevek Metke Pirc. Moderator Slavko Bobovnik začne zgodbo iz reševalnega vozila. Sodnica pol pri zavesti zaradi infarkta sliši pogovor zdravnika in reševalca, da mora priti v Ljubljano v 2 urah, sicer bo mrtva. In potem se začne dirka po Dravski dolini, Mislinjski klanci, Huda Luknja do Trojan, kjer reševalno vozilo zaradi prometne nesreče obstoji, njeno življenje se skrajša na 20 minut. Kakorkoli do sekunde natančno pride v Ljubljano in gospa danes živi. Gospodarstvo pa prešteva milijonske izgube. Direktor Simetala Ravne Jernej Močnik. Naši konkurenti preko severne meje, ne da imajo cesto, imajo odcepe iz avtoceste pri svojih podjetjih in z njimi mi tekmujemo. Kje se je tukaj zaustavilo? Denarni problem, imamo znanje, imamo potrebo, kdo tu ni opravil svoje naloge. Korošcem v imenu belokranjskega in dolenjskega gospodarstva pritrdi Tomaž Kordiš. Tudi mladi odhajajo, spomni Aljaž Vrhovnik iz iniciative Hočmo cesto. Ko sem zjutraj šel v Ljubljano, sem mojo hčerko, ki je zdaj stara 8 mesecev, pozdravil pa rekel, veš, upam, da se bo vse ti peljala po tej cesti, ko bo šla študirati. Jaz sem bil mogoče še pred kratkim malo večji optimist, zdaj sem pa bolj realni optimist, pa še vseeno verjamem, da bo zgrajena. Bojim pa se, da bo prišla prepozno za mnoge generacije mladih, ki bodo zavedno izgubljene v teh krajih. Naloga skupine, ki predsedujem, je, da mesečno spremlja načrtovanje in gradnjo projekta, identificira zamude, pa je zatrdil Andrej Rajh z Ministrstva za infrastrukturo, ki predseduje tudi novi medresorski skupini za spremljanje napredka tretje osi. Popoldne so maturanti po